4. Zbudi se, ukrepaj zdaj! Angleška beseda flashmob označuje mobilni aktivizem. Najpogosteje je pojav, kjer se na nekem javnem mestu pojavi množica ljudi in skupaj izvede vnaprej določeno stvar. Takšne mini akcije največkrat vsebujejo določeno sporočilo oziroma imajo idejno ozadje. Takšna mobilna akcija se je zgodila tudi v Ljubljani, in sicer 21. septembra 2009 kot del globalne akcije Wake Up Call, Zbudimo se, ki jo je spodbudilo globalno spletno gibanje Avaz. Namen akcije je bil preko zvonjenja mobilnih telefonov opozoriti oziroma zbuditi vladajoče politike, da se zavedo nujnosti soočanja s podnebnimi spremembami. Udeleženci akcije so preko mobilnikov poklicali tudi kabinet predsednika vlade in na gospoda Pahorja apelirali, da se udeleži podnebnih pogajanj v Kopenhagnu in podpiše pravičen, ambiciozen in predvsem zavezujoč podnebni dogovor. Dobila sem nek glas, pri uradu gospoda Pahorja in so rekli hvala, da bojo sporočili naprej. Na Prešernovem trgu poteka akcija Global Climate Wake Up Call in z njo želimo gospodu premijerju sporočiti, da želimo, da se osebno udeleži pogajanj v Kopenhagnu in da zahtevamo od njega, da se tam sprejme pravičen in ambiciozen podnebni dogovor. Nas pa zanima, je slučajno mogoče z gospodom premijerjem govoriti? Z globalnim segrevanjem in me zanima, kaj naša vlada dela na tem področju. Se je en kup klic vsul. Ja, se je bil že čas, ker malo nam časa zmanjkuje, kakor vidimo. Dober dan, je to kabinet premijerja. Tukaj iz Prešernega trga kličem Tomaž Flajs, tukaj imamo eno demonstracijo za podnebne spremembe. Bi rad pustil sporočilo. Ja, bi rad apeliral, da se premijer osebno udeleži tega vrha v Kopenhagnu in da podpiše nek tak dogovor, ki bo res omogočil pozitivne spremembe. Ja, mi smo zdaj tukaj, kaj kličemo, da vidite, da je to resno, da resno mislimo. Ja, to se zdaj po celem svetu dogaja. Tudi drugi predsedniki vlad dobivajo ista sporočila na isti način. Ja, ker želimo, da se sliši, ne samo da se bere. Pravi, to bo pa res hudič. Mobilne ulične akcije so unikaten način izražanja mnenja in so po svetu vedno bolj razširjene. Organizirajo se s pomočjo elektronskih medijev, v njih pa sodelujejo ljudje vseh starosti, ki želijo dodati svoj glas k skupnim pozivom za spremembe v bližnji okolici in tudi po svetu. Jaz jih obravnavam kot neka novodobne demonstracije, izkazovanja mnenj, tako izjemno kreativne, tako da svaka čast tistemu, ki se tega spomnil, kjerkoli že. Mene je impresionirala ta organizacija Avaz.org, ki po celem svetu sproža te akcije. Flashmob je pa tako, po eni strani je dosti enostavno organizirati, sem tule v Sloveniji zaenkrat še ni zadeva, bi rekel, poznana. Na spletni strani se do zdaj, kakor sem jaz gledal zadnje, nekaj dosti ljudi prijavilo. V Angliji pa drugje po svetu so pa to čisto standardne procedure, bi rekel, kako se folk zorganizira in pride, čeprav se med sabo ne poznajo, ampak imajo pač nek skupni cilj, nek skupni interes in jaz mislim, da Slovenci glede na to, da nas je malo, ampak vseeno smo, kar se tiče interneta in teh tehnologij, dosti na nivoju in jaz mislim, da s pomočjo takih akcij lahko na nekem višjem nivoju spodbudimo ljudi, da če ne drugega, saj začnejo razmišljati. Če mi je lažje sedeti doma pred televizorjem, tudi okej, jaz mislim, da ljudje pač bodo mogli tudi priti malo na ulice pa pokazati tem našim politikom, da se ne strinjajo s tem, kar se dogaja, ne samo tle pri nas, ampak tudi globalno v celem svetu. Zakaj ste se danes udeležili te akcije? Ja, jaz mislim, da je dobra akcija. Ni prehuda, ni agresivna, je ena miroljubna akcija, ampak
opozarjamo pač na stanje na svetu. Mislim, da je dobro, da je čim več ljudi se temu udeležilo. Zaradi tega, ker se mi zdi, da je to še najmanj, kar lahko narediš kot posameznik, ki ne deluje nujno poklicno na tem področju. Pomembno je pač, da navadni državljani, mimoidoči, zvejo konkretne informacije, kaj se dogaja. Kar se tiče njihovega vsakdanjega življenja, pa tudi, da dajo zelo jasno sporočilo tistim, ki odločajo o naši usodi, da je nam tudi mar. Tako da zaradi tega se mi zdi pomembno, pač, da se tudi v takih srčkanih malih akcijah ljudje zberejo in pač dajo ta message, pošljajo naprej. Pač že nekaj časa spremljam preko maila te akcije in se mi zdi zelo pomembno, da se nekaj glede tega naredi. Moj oče je biolog in vem tudi z prve roke, kako lahko grozno mi vplivamo na okolje in da stvari grejo preprosto dalje. Ne rabimo zaradi tega ne vem kakih znanstvenih dokazov, ampak že pogledamo vreme poleti, kako je po zimi in kako je bilo, ne vem, pred 5–10 leti, nam to vse pove. Jaz sem že zbojen. Jaz bi rad zbudil še druge, no, ne vem, časa je zelo malo, po mojem. Tako, kakor kaže, da se svet onesnažuje, je res umazan že, no, nekako in s samim človekom kot takim, ki se je že, ne vem, izpridil, bi rekel, ne, in s tem, kako je v bistvu kapitalizem zavladal svetu, ne, tako nekako profit žene vse k temu, da pač izkoriščajo vse, v končni fazi se bo začeli izkoriščati še onesnaževanje v prid dobička, ne, tako da jaz mislim, da je to slepa ulica, v kateri bo svet propadel in civilizacija kot taka nima možnosti za uspeh, tako da, ne vem, drugega nimamo, kakor priti semle in pač težiti ljudem, da naj se malo zbudijo. Yeah, it's cool. Yeah, but it's very strange because in France we can't call first minister because I don't know, you have a lot of secretary, say no, and in Slovenia we are really near the power, the prime minister. It's cool, I think. Yeah. Vsaj nekaj kot posameznik, no. Ker je v bistvu cajt, da tudi mi posamezniki probamo vsaj, če ne drugega. Ja, kar se mi zdi to posrečena oblika, da damo vedeti, da resno mislimo, da se sliši glas ulice, glas ljudi. Mislite, da se ta glas ulice in ljudi premalo sliši v Sloveniji? Povsod se premalo sliši. Mislim, ko rečem glas ulice, ne mislim lumpen proletarsko in tako naprej, ampak glas običajnih ljudi, ki pač imamo svoje mnenje in če je demokracija, pa se mi zdi, da moramo imeti tudi nek vpliv na to, kar se dogaja.